Živjo, Flora in Malotrič te prav lepo pozdravljam v novi epizodi Kozmo podcasta, kjer bo govora o našem največjem organu in sicer o naši koži. Koža je nekaj, kar pri človeku ponavadi najprej opazimo in če imamo težave z njo, to lahko močno vpliva na našo samozavest. In glede na to, da je hashtag Kozmo podcasta samozavestna, imam danes gostjo dermatologinjo Nino Jugovar, ki bo odgovarjala na razna vprašanja o boleznih kože, kot so recimo akne, luskavica, dermatitis. Dotaknili se bova nekako osnov, kako začeti z nego kože pri raznih stanjih, kako se lotiti anti-age-a, kakšni tretmaji vse obstajajo, govorili bova tudi o izpadanju las in še o mnogih drugih temah. Nina, živjo, hvala, ker si vzela čas in najprej za začetek povej, kakšno jutro si imela danes? Pestro. Moram reči, da je bilo kar hektično, ker itak prideti v center, parkirati, ne? To je že izziv, tako da drugače pa pač jutranje še zaenkrat. Imaš veliko dela zdaj? Zdaj se v bistvu začenja ta sezona teh tudi dermatoloških posegov in tako da zdaj bomo imeli vedno več, ker je pač sezona laserjev, se začenja, tako da jesensko-zimski čas je kar pester za nas. Ni več toliko sonca, pa si lahko to privoščimo. Ja, tako je. Kako pa to, da si se sploh odločila, da postaneš dermatologinja? Ja, v bistvu ta moja pot ni bila čisto klasična, Jaz sem v bistvu takoj po fakulteti, po srednji šoli sem se vpisala na farmacijo. Tako da sem bila 1 let na farmaciji, ker je bilo tako, pač medicina predolgo traja, pa farmacija je dosti podoben, pa imaš tudi, stika z formulacijami zdravil in tako, No, pa sem pa po 1 letu ugotovila, da pa to mogoče vseeno ne bo čisto to, da vseeno bi rada imela nek stik z ljudmi in pač pomagala v bistvu na ta način. Tako da sem po 1. letu sem se pol prepisala na medicino. Tako da ideja je bila sicer najprej, da bom psihiater, tako da čisto v drugi sferi. Pa sem pa nekako v 4. letniku, ko smo začeli tudi malo z tem kliničnim delom, sem prišla v bistvu stik z dermatologijo, ker smo imeli vaje tam. In pol me nekako pot v bistvu pripeljala do ene dermatologinje, dr. Metke Adamič, ki me je v bistvu potem tudi nekako mentorirala naprej, ker sem v bistvu pri njej potem nekako pomagala pri teh laserskih posegih. Ona je bila nekako prva, ki se je s tem začela malo bolj ukvarjati pri nas. In je takrat pol potrebovala seveda ljudi, in je želela imeti usmerjen kader, ker so to študenti medicine ali pa neki zdravstveni delavci. Tako da sem nekako tako pol prišla v bistvu do tega stika z to dermatologijo, ker na faksu imaš tiste vaje, mislim, da so 1 mesec in kaj veliko zelo ne vidiš, tako da dejansko stik z dermatologijo sem tam dobila, in mi je bilo ful všeč, ker je dejansko en tak poklic, se mi zdi za žensko ful lep, tako da ti nudi v bistvu en spekter in dermatoloških bolezni, ki so v bistvu zelo široke, zdraviš lahko v bistvu tako otroke, kot recimo tudi starejše, imaš v bistvu cel spekter ljudi. In pa seveda tudi lahko se ukvarjaš tudi z estetiko, in pa z laserskimi posegi izboljšaš kvaliteto kože, tako da v bistvu je zelo obširna, dermatologija. Lahko pomagaš na raznih področjih. Ja, v bistvu res. Pa nikoli verjetno ni dolg čas. Ne, dolg čas pa ni, ker je v bistvu v dermatologiji imamo tako 3000 diagnoz, mislim, da tam nekje, tako da je včasih kar izzivno postaviti tudi pravilno diagnozo. Mi poznamo samo par bolezni v bistvu. Ja, govori se nekako mogoče o teh 10 diagnozah, ki so nekako najbolj pogoste ali pa največ ljudi ima te težave, ampak dejansko je pa zelo veliko bolezni. No, preden se teh 3000 dotakneva, dajva iti na čiste osnove. Jaz mislim, da vseeno veliko žensk je glede na to, da je na tržišču toliko enih krem zdaj, da že na vsakem, 3. Instagram storiju te nekdo nekaj prodaja, ali kremo, ali serum, ali tablete za lepšo kožo. Skratka, se mi zdi, da je taka poplava, da pri vseh področjih življenja rabimo iti nazaj k osnovam. In da je dejansko mogoče bolj, da si neko dobro osnovo postaviš, ker pa da 1000 krem kupaš, ki ti bodo čudežno pomagale, tako da se mi zdi, da si ti prava oseba, da jo to vprašam. Kje sploh začeti, ko se recimo pri 20, ko počasi čutimo, da naša kožica rab kaj več, kot samo eno kremo, kje sploh začeti, s kakšno nego? Ja, ravno to, kar si omenila. V
V bistvu jaz v ambulanto dobim zelo veliko pacientk, ali pa tudi pacientov, ki so čisto zmedeni, ne vejo sploh v bistvu, kaj uporabljati, zaradi tega, ker so v bistvu izgubljeni v tej poplavi informacij. Ker na spletu, na socialnih omrežjih je v bistvu zelo veliko enega oglaševanja. In dejansko se včasih zgodi, da pridejo pacienti s celo vrečko izdelkov in rečejo, pač jaz to uporabljam, ampak pač moja koža je samo še slabša. Tako da v bistvu vse se začne in konča pri osnovah. In osnove so v bistvu zelo simpelno, če temu tako rečemo. V bistvu je osnovna nega kože sestavljena iz ustreznega čiščenja. Čiščenje je v bistvu zelo pomembno, ker karkoli potem mi nanesemo na kožo, če pač koža ni očiščena, ne bo pač ali zdravilo učinkovalo, ali v bistvu tista krema, ki pač želimo nek učinek od nje, ne bo v bistvu pokazala takih učinkov. Tako da čiščenje kože, recimo zvečer, je zelo pomembno, da se to očisti z ustreznim čistilnim sredstvom. Zdaj recimo pri ženskah oziroma pa tudi pri puncah mlajših, če uporabljajo že recimo kakšen make-up ali pa tudi kremo z zaščitnim faktorjem, se v bistvu včasih poslužujemo potem oziroma dostikrat poslužujemo dvojnega čiščenja, kar pomeni, da najprej odstranimo ta make-up pa kremo z zaščitnim faktorjem, potem pa v bistvu so še preostanek umazanije, še z čistilnim gelom ali pa pač neko čistilno peno. Potem je v bistvu zelo pomembno tudi vzdrževanje vlage kože. Na to se včasih kar pozablja, sploh recimo pri masni koži, velikokrat ljudje mislijo, pač jaz ne rabim neke dodatne vlage kože, ker imam itak že čisto preveč masno, ampak tle gre v bistvu za drugo vlaženje. Pač ljudje, ki imajo masno kožo, imajo zelo aktivne žleze lojnice in producirajo v bistvu veliko loja, zaradi tega se koža sveti, ampak to ni isto vlaženju kože. V bistvu vlaga kože je v bistvu to, kar pač tudi telo rabi, se pravi vodo. In v bistvu vlaženje je v bistvu namenjeno celicam, da so bolj hidrirane, in v bistvu vlažimo z različnimi vlažilci, ki se nahajajo v negovalnih kremah. Tako da je v bistvu zelo pomembno, da najdemo eno ustrezno vlažilno kremo, ki nam ustreza, ki jo bomo tudi z veseljem uporabljali, ker velikokrat se zgodi, da recimo je krema prebogata za nekoga, ki ima recimo masno kožo in potem dejansko ima občutek, da pač on ne potrebuje te kreme, ker mu naredi samo še neko težo na koži in mu ni prijetno, in potem tudi ne uporabljajo, recimo sploh fantje, recimo mlajši, to je tako... Jih je že tako težko prepričati. Ja, zelo, to je kar, tako imamo kar masažo, tako da pač je dejansko pomembno vlaženje. In recimo tudi, kadar recimo zdravimo akne, so vsa zdravila, ki so v bistvu namenjena za zdravljenje aken, delujejo na tem, da zmanjšajo produkcijo sebuma, In koža je takoj v bistvu avtomatsko bolj suha, se lušči in to je v bistvu ta stranski učinek, ki ga večinoma potem tudi pacienti vidijo. Se pravi, to luščenje, lahko se pojavi pa tudi rdečina, če mi ne nadomeščamo potem te vlage. Tako da v bistvu vlaženje kože je zelo pomembno. Potem je pa v bistvu še ta tretji korak v dnevni negi kože, je pa potem seveda ustrezna zaščita pred soncem, ker v bistvu sončni žarki so nekako v 80% glavni povzročitelj staranja kože, in pa potem seveda na dolgi rok tudi, lahko nastane na koži kožni rak, tako da ustrezna zaščita pred soncem že kar, tako v času mogoče ene pozne pubertete, da se to začne nekako redno prakticirati, se v bistvu pa svetuje kot neka osnova, Potem je pa vse nadgradnja, pa vse v bistvu, kar recimo se lotimo, ali je to neko targetiranje pri aknah, ali to so neke hiperpigmentacije kasneje, ali je to nek anti-age, to so pa potem vse v bistvu dodatna nega, ki se pa potem izvaja v obliki nekih aktivnih učinkovin, ali pa potem kasneje tudi, razni postopki, ki se, izvajajo v dermatoloških ambulantah, recimo, Ok, zdaj si ogromno enih informacij dala, bom mogoče samo šla še malo globje v vsako od njih. Se pravi, pri dvojnem čiščenju imamo dva različna. Se pravi, prvi je ponavadi, kot jaz vem, oljni. Recimo za mene je bil največji game changer, ko sem to začela, se pravi dvojno čiščenje izvajati, ker sem imela tudi včasih malo težav z mozolčki, ker tako kot si omenila, veliko nas je takih, ki imamo dejansko masno kožo, ampak suho pa vspodaj, se pravi, ni nahranjena v resnici in to je, se mi zdi, najtežje najti nekako neko nego za tako kožo.
Torej, najbolj pomembno, da imamo dvojno čiščenje, če uporabljamo SPF. Katere so pa recimo sestavine krem, ki jih uporabljamo vsak dan, na katere smo lahko pozorni, ko jih kupujemo, ker dajo neko vlaženje, neke dobre sestavine, recimo, pač, ker imamo res poplavo. Zdaj eni rečejo, mora imeti to, mora imeti uno, mora imeti tretje. Neke take osnove za eno dobro kremo. Kaj so to? Ja, recimo, zelo je opevana hialuronska kislina, ampak dejansko pač ja, to je vlažilec, zelo popularen, nima pa teh obljubljajočih učinkov, ki omenjajo, da uporabljaš kremo s hialuronsko kislino in boš, 5 let mlajši. Pač ja, kožo navlaži, tako da je pač dober vlažilec, ampak spet ne ustreza vsem. Zdaj, dobre nevtralne kreme vsebujejo recimo tudi ceramide, so v bistvu gradniki te barierne funkcije kože, ki je velikokrat lahko potem okvarjena, in potem se pojavijo težave v smislu rdečine, luščenja, tako da je v bistvu zelo pomembno, da to vzdržujemo, to je v bistvu naša pregrada, ki nas ščiti tudi pred zunanjimi dejavniki. Potem so recimo holesterol, pač te lipidi, ki se nekako sestavljajo to barierno funkcijo kože. Tako da v bistvu preparati so namenjeni predvsem vlaženju in nekako je to smiselno, da vzdržujemo. Da malo pogledamo, ko kupujemo, tako, da je res nekaj to itak, noter. Ja. Potem si pa omenila SPF. Še vedno veliko ljudi meni, tudi mojih prijateljic, nekaj jaz jih tudi, ko malo masiram, lahko kupuješ ne vem katero kremo z ne vem kakšnim anti-age učinkom, ampak če dejansko zjutraj ne daš gor SPF-a, ni nič. Jaz sem to testirala zdaj zadnjih par let, imela sem srečo, da sem zelo zgodaj v bistvu našla eno zdravnico, ki je v bistvu skozi poudarjala, koliko je pomembno imeti nek SPF faktor vsak dan na koži, in sem začela to že par let nazaj in dejansko jaz imam težave recimo z pegicami, s hiperpigmentacijami in takimi stvarmi, in to je bilo, kadar je bil sonce pač samo še potencirano, in res vsak dan, razen če nič ne grem ven, dam gor SPF in vidim po zdaj parih letih šele občutno razliko, ker imam zdaj dejansko ful lepšo kožo, kot sem jo imela, ne vem, par let nazaj. Tako da, a bi mogoče še ti malo poudarila, koliko je pomembno, da vsak dan to nosim? Ja, v bistvu je zelo zanimivo, ker pač to so v bistvu učinki, ki jih vidimo čez par let. Tako da, ja, zelo težko se je prepričati, da je to zdaj nekaj, kar bo imelo učinek čez nekaj let, ker dejansko, sploh če recimo ne najdemo kreme, ki nam ustreza, je itak to samo še ena nadloga, ki se moraš z njo ukvarjati zjutraj, da namažeš tisti SPF, zato ker je treba, pa ti mogoče sploh ne paše. Tako da v bistvu je tle najbolj pomembno to, da najdemo v bistvu kremo, ki jo bomo uporabljali, se pravi, da nam ustreza, je pa to proces, to ni, da greš v lekarno, kupiš eno kremo in je to, pač žal ne, tako da tudi lahko se zgodi, da ena krema nekaj časa ustreza in po določenem času, ali pa ne vem, pride drugo obdobje, recimo poletje, pa nam ta krema ne ustreza več, tako da je v bistvu to proces iskanja. Je pa v bistvu zelo zanimivo, ker jaz v bistvu imam tudi te starejše pacientke, in je tam nekje po 40. letu recimo se začnejo malo bolj videti tudi te hiperpigmentacije. In zdaj moram reči, da imam že tudi pacientke, ki so redno recimo prej uporabljale SPF, in to je bistvena razlika, in v sami kvaliteti kože in v bistvu teh pojavov hiperpigmentacij, ker je bistveno manj seveda teh težav, pri ljudeh, ki recimo uporabljajo SPF. Medtem ko ponavadi se potem ti, ki pa imajo težave z hiperpigmentacijami, šele takrat, ko se to pojavi, začnejo s tem ukvarjati in ugotovijo, nisem uporabljal prej SPF-a, pa bi bilo mogoče pametno, ampak še zmeraj je bolj pač začeti enkrat, pa nikoli. Tako da, pač dejansko zaščita pred soncem je potrebna v bistvu vsak dan celo leto. Zdaj seveda pač tle uporabljamo kmečko pamet, zaradi tega, ker zdaj, če si doma, pa ne greš nikamor ven, seveda pač spustiš lahko tudi na nos kreme z SPF-om, ampak tako, tudi recimo, če živite pa doma, kjer imate, ne vem, velika okna, in je zunaj sončen dan, se pa seveda svetuje na nos SPF-a, zaradi tega, ker so te UVA žarki, ki v bistvu delajo te fotopoškodbe, prehajajo in skozi steklo in tudi skozi oblake in v bistvu delajo na tem, da poškodujejo, se pravi,
kolagene, elastin, pride do propada tega, povzroča seveda tudi potem staranje kože in pa tudi te vidne znake, se pravi gubice, hiperpigmentacije in tako, ne. Tako da to, kar se tiče v bistvu tega estetskega stališča, je v bistvu pač iz tega stališča smiselno uporabljati, a ne. Potem je pa seveda tukaj zdravstveni razlog, a ne, tle pa dejansko, recimo, jaz imam dosti ljudi, recimo kakšnih teh stare gospe, ki so delale doma na kmetiji in bile v bistvu celo življenje zunaj, izpostavljene sončnim žarkom, a ne, in ko se tak človek sleče, a ne, je to v bistvu razlika v sami kvaliteti kože enormna, a ne. Se pravi, koža, ki je recimo celo življenje pokrita, se pravi z oblačili, a ne, je praktično bela, brez poškodb, brez nekih pigmentacij, brez tudi teh prekanceroz, ne, kot so recimo aktinične keratoze. In recimo roke, kot so podlahti, obraz, dekolte, tudi mogoče zgornji del hrbta, to je pa v bistvu zelo poškodovana koža, zgubana, posejana s hiperpigmentacijami, prekancerozami, a ne. In tle potem dejansko vidimo ta vpliv, ne, sonca in izpostavljenosti v bistvu celo življenje, ne. Tako da seveda pač koža, ki je celo življenje izpostavljena sončnim žarkom, je potem tudi bolj nagnjena k temu, da se na teh mestih lahko pojavijo tudi kakšne prekanceroze in pa tudi seveda najbolj nevarna oblika kožnega raka, ne, ki je pa pač melanoma, ne. Tako da ja, ljudje, ki so veliko na soncu, to govorimo, ne vem, ali je to nek poklic, ali je to neka športna aktivnost, a ne, so dejansko bolj izpostavljeni tudi nekim pojavom, a ne, na koži, kot so neki karcinomi, če ne uporabljajo ustrezne zaščite pred soncem. Ja, videla sem na Instagramu nekaj časa nazaj tudi eno sliko, v bistvu, mislim, da je voznik tovornjaka, ki je samo na tej strani izpostavljen. Ja. Kakšna razlika je med levo in desno stranjo obraza? Že to se pokaže, ker grem samo v službo, pa sem 5 minut, 10 minut v avtu, ampak glih takrat te lahko, a ne. Ja, ta slika je v bistvu zelo popularna. To so že, ne vem, par let nazaj smo na enem kongresu tudi to so takrat pokazali, ne, to je en članek, ne. In je v bistvu zelo nazorno prikaže, a ne, ta vpliv sončnih žarkov, a ne. Tako da, ja, dejansko je nekaj na tem. Ja, glede na to, da, kakor sva rekli, če ne uporabljaš sončne zaščite, ne bo nobena anti-age krema delovala, greva pa mogoče zdaj k anti-age kremam, se pravi k kremam proti staranju. Kdaj je pa to smiselno začeti uporabljati, pri katerih letih? Ja, zdaj v bistvu anti-age, sama filozofija v bistvu pri tem anti-ageu je, da mi v bistvu želimo nekako podaljšati, a ne, to trajanje mladostnejše kože, a ne. In tle nekako imamo več opcij, kako se tega lotimo, in nekako na začetku ali pa kot neka najmanj invazivna varianta je seveda pač uporaba krem z ustreznimi učinkovinami, a ne, ki se smatrajo v bistvu kot nek anti-age, a ne. Kdaj s tem začeti? Tle v bistvu ni pravilnega odgovora, a ne. Tle je v bistvu zelo individualno, ker smo tudi mi vsi zelo različni, a ne. Zdaj nekaterih v bistvu gubice ne motijo, a ne, so s tem sprijaznjeni, v bistvu jih sprejmejo, a ne, kot nek del življenja in del staranja. Pri nekaterih pa seveda pač bi želeli, da tega ni, a ne, da je mogoče stanje tako, kot je bilo, ne vem, 5-10 let nazaj, a ne. Seveda je pač odvisno tudi od tega, kaj lahko potem z samimi kremami dosežemo, tudi seveda od stanja, kdaj se tega lotimo, a ne. Zdaj, prej, ko se lotimo v bistvu, ne vem, nekega anti-agea, a ne, seveda več imamo nekih opcij, a ne. Če se pri 50-ih zdaj mi odločimo, da zdaj pa mi želimo z kremami doseči čudež, a ne, seveda več to ne bo šlo, ne. Ampak dejansko nekje, jaz bi rekla, mogoče tam v 20-ih mogoče, da se začne uporaba nekih teh nežnih peelingov, nežnih recimo antioksidantov, krema z zaščitnim faktorjem itak, a ne. In potem v bistvu nadgrajujemo, a ne. Se pravi, mi imamo danes na voljo en kup kozmetičnih učinkovin, a ne, ki so tudi v različnih vrednostih, se pravi, imamo različne procente teh učinkovin, tako da lahko začnemo v bistvu zelo neko nežno anti-age nego, a ne. In potem
ko se problematika recimo stopnjuje ali pa želimo nek večji učinek, ker koža se v bistvu stara, kolagen propada z leti in potrebujemo več. Potem pa seveda lahko to dvigujemo, te procenti v bistvu nekako do nekega procenta so na voljo sicer v prosti prodaji, tako da potem pa seveda so tudi neke opcije, ki jih lahko recimo dermatolog predpiše, potem pa so seveda še ti dermatološki postopki, ki so pa seveda na voljo v dermatoloških ambulantah. Tako da jaz bi mogoče rekla tam nekje od 20. naprej, pa potem v bistvu pri 30 mogoče tudi pride poštev že kakšni laserski posegi, kakšen mikroneedling, kakšno to pomlajevanje z plazmo, nekateri se že tudi takrat poslužujejo recimo botoksa, ful je odvisno v bistvu od posameznika, od problematike, od same strukture obraza, od genetike, tudi v bistvu genetika je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na to, v bistvu, kako se bomo starali, tako da ni nekega univerzalnega odgovora, ampak ja, jaz bi rekla, da če se začne recimo tam v 20 že z ustrezno zaščito, pa mogoče ti antioksidanti, da se v bistvu s tem že lahko kar nekaj doseže. Da se mašina ohranja. Tako, ja. Katere so pa sestavine, ki nekako najbolj pomagajo? Zdaj veliko se govori o retinolih, recimo pa o kislinah. Ja, jaz bi rekla, da v bistvu tudi tle mogoče neka preprosta razlaga so mogoče recimo vitamin A, B in C, ker dejansko spet tle je ena poplava izdelkov, tako da če recimo začnemo s temi osnovnimi učinkovinami, lahko že v bistvu zelo lepo razliko na koži naredimo. Ja, vitamin A je recimo retinol, je eden izmed derivatov vitamina A. V bistvu sam vitamin A oziroma ena izmed teh je retinolska kislina, je v bistvu v osnovi zdravilo za akne. Se pravi, se uporablja oziroma se je začelo to uporabljati kot za zdravljenje aken. Pol so pa ob tem opažali tudi v bistvu izboljšanje kvalitete kože, ne vem, pa posvetlile so te hiperpigmentacije in so začeli potem tle malo raziskovati, ima to še kakšen drug vpliv, In je v bistvu zelo veliko študij potem na to temo narejenih in so ugotavljali, da v bistvu zelo dobro deluje tudi kot anti-age, in potem seveda imamo pač to najvišjo obliko tega vitamina A, to je tretinoin, ki ima seveda ob tem tudi več stranskih učinkov, ker je pač zelo močna učinkovina in jo je treba pravilno uporabljati, in potem so v bistvu razvili tudi te sicer manj učinkovite učinkovine, oziroma derivate vitamina A, ki pa seveda so mogoče malo bolj preprosti za uporabo, se lahko kupijo v prosti prodaji, ampak še vedno je treba biti previden pri uporabi. In ena izmed teh je recimo tudi retinol, ki se ga pač tudi kupi lahko v lekarni oziroma tudi na spletu dobite, že variante. In dejansko kaj dela, vitamin A stimulira v bistvu nastanek kolagena in elastina. Se pravi, tle v bistvu govorimo o teku na dolge proge, to ni zdaj neka stvar, ki jo pač uporabimo dvakrat, pa bo to. Ampak to se v bistvu potem uporablja kot del anti-age. V bistvu anti-age je v bistvu način življenja. Tako da ni to stvar, ki se mi zdaj poslužimo enkrat na leto, ampak v bistvu živimo potem na ta način. Tako da tle delamo potem v bistvu na tem, da krepimo v bistvu obstoječ kolagen in pa tudi stimuliramo nastanek novega. Potem pomaga tudi recimo pri malo poenotenju tena, če se recimo že nakazuje neke hiperpigmentacije, nam lahko to pomaga pri tem, da potem tudi te hiperpigmentacije malo posvetlijo. Izboljša se struktura kože, koža je bolj gladka, seveda pač možni stranski učinki so, da se koža lušči, je pordela, tako da je pol potrebno tudi dobro vlažiti. Potem en izmed teh aktivnih učinkovin je potem vitamin B oziroma vitamin B3, to je niacinamid, je v bistvu tudi zelo pogosta stvar, ki jo srečamo v bistvu v zelo velikih kremah, tudi kot nek dodatek, ker ima zelo pomirjajoč učinek, tudi v bistvu deluje malo posvetlitveno na te pigmentacije in pa zelo pomirja, zelo recimo pomirja predvsem pri
če uporabljamo recimo vitamin A, je potem zelo fajn, da uporabimo tudi nekaj, ki kožo malo pomiri. Potem pa recimo še vitamin C, kot nek antioksidant v recimo jutranji negi, ki se bori potem proti prostim radikalom, ki prihajamo v stik in od sonca in od zunanjih dejavnikov iz okolja. Tako kot recimo vitamin C, ki ga recimo zaužijemo, tudi v bistvu antioksidant nas krepi, naš imunski sistem. No, tle pa v bistvu tudi krepimo v bistvu samo funkcijo kože, da je nas še bolj ščiti, pred zunanjimi dejavniki. Tako da nekako te osnove, no. Potem pa vse, karkoli je dodatno, je spet nadgradnja. Tako da Kar mene včasih skrbi pri tej negi, kaj je toliko enih sestavin, pa toliko enih stvari, na katere moramo biti pozorni, kako to skombinirati. A so kakšne sestavine, ki pa res ne grejo skupaj, recimo, ne vem, mene je vedno strah kisline, pa s čim ja, s čim ne, ker se mi zdi, res je taka poplava izdelkov, pa si pol nekako narediš neko rutino, pa misliš, da je v redu, pa pol malo prebereš, ne, tega ne smeš kombinirati, to lahko kombiniraš. In se mi zdi, pač neke laične uporabnice, kot sem recimo jaz, pa verjamem, da večina žensk, pol smo malo zmedene, kaj zdaj lahko kombiniram, če sem danes, ne vem, retinol uporabila, ali pa lahko kislino, če sem danes kislino, ali lahko zdaj retinol potem, a ne tako. Ja. Mogoče ene take osnove, kaj ja, kaj ne. Ja, mislim, seveda, pač tle je vedno, kadar tudi uvajamo neke aktive, se svetuje v bistvu, da se aktivne učinkovine uvajajo ena po ena, se pravi ne vse naenkrat, ker bomo imeli katastrofo, ampak da pač postopoma to uvajamo. In seveda pač neke stvari, ki delujejo na podoben način oziroma imajo, ne vem, isto tendenco, da, ne vem, povzročajo luščenje, oziroma ta cell turnover, potem da pomagajo v bistvu pri svetljenju hiperpigmentacije, da so, ne vem, fokusirane na neko problematiko, se seveda istočasno potem ta učinek sešteva, in imamo potem spet lahko katastrofo. Tako da, ja, recimo, ne vem, retinol pa kisline istočasno definitivno ne. Tudi v bistvu ni zdaj cilj, da bomo mi retinol vsak dan uporabljali, v bistvu je tako, da recimo parkrat na teden lahko uporabljamo retinol, potem pa postopoma, če želimo, ne vem, še tudi kisline recimo uporabljati, predvsem recimo AHA kisline, če nimamo nekih težav z aknami, se potem to izmenično uporablja. Se pravi, tudi recimo kislinski pilingi se svetujejo recimo mogoče enkrat, dvakrat tedensko, če že, Spet odvisno je od tega, kakšna je koncentracija tega, Tako da tle je v bistvu zelo spet individualno, Zelo je treba biti pozoren, da vemo, kaj nanašamo, kakšna je ta koncentracija recimo, ne vem, nekega kislinskega pilinga, in pa seveda tudi kakšen retinol uporabljamo, Zdaj je to neka blaga oblika ali imamo, ne vem, višji procent, Tako da definitivno recimo retinol pa kisline ne grejo skupaj, Tudi recimo retinol pa vitamin C zna zelo lahko narediti neko iritacijo, tako da jaz takrat svetujem recimo, da se vitamin C nanaša zjutraj, Retinol je pa itak že zaradi tega, ker pač razpade na sončni svetlobi in tudi je v bistvu fotosenzitivna koža bolj oziroma bolj občutljiva, se svetuje, da se to uporablja v večerni negi, Tako da nekako razdelimo recimo po dnevih, pa recimo tudi večerna jutranja nega, da razdelimo v bistvu te aktivne učinkovine, kdaj uporabljamo kaj, Tako da če pa seveda se zgodi lahko, tudi izkušenim uporabnicam, da pride do rdečine, luščenja, da imamo dejansko preveč, da je koža rekla ne. Takrat pa se seveda svetuje, da pač prekinemo z uporabo vseh aktivov, delamo na krepitvi barierne funkcije kože, in potem pač, ko dejansko se koža, ko si jo pomore, spet postopoma uvedemo aktivne učinkovine. Tako da ne se ustrašiti, če se to zgodi, to se vsem zgodi lahko, sam pač takrat lepo pač pavza z vsem in potem postopoma nazaj, Najbrž na nek način se tako mora pokazati, da nekaj deluje, neka reakcija. Ja, mislim, najbolj je zanimivo to, ker pol včasih ljudje rečejo, ja, to ful je bilo na začetku ful dober učinek, ampak zdaj pa to meni ne pomaga več, ker se pač mi se navadimo, potem na boljš se zelo hitro navadimo, in pol, ko dejansko itak se vsakodnevno se gledamo v ogledalo, in na začetku ti vidiš to razliko, je koža bolj prožna, nimaš več teh, ne vem, drobnih komedončkov, pigmentacije so malo zbledele, in vidimo ful dober učinek,
Potem pa dejansko se to navadimo, ni več tega boom efekta, ker pač tisto, kar je koža naredila, je naredila, ampak mi moramo se zavedati, recimo sploh pri uporabi recimo vitamina A, da mi delamo, še vedno koža dela, se obnavlja, samo je to globje v plasteh kože, in na dolgi rok se bo to obrestovalo, Zato jaz včasih kar predlagam, da si mogoče ljudje naredijo en selfie oziroma da se pač slikajo, pa si ga nekam shranijo, pa potem čez par let, da si v bistvu narediš ponovno fotografijo in primerjaš in se dejansko vidi, da si lahko dosti podoben, ker si bil recimo 5 let nazaj. Ali izgledaš še celo boljše. Ja. Ker če si dejansko ne bi ukvarjal z tem, pa bi šla pač seveda narava svojo pot, koža se stara, pride do pač tega, da se pojavljajo gubice, tako da bi bila bistvena razlika. Tako da je pač nekaj na temo. Skratka, tek na dolge proge. Tek na dolge proge, definitivno, ja. Sva se pa tudi večkrat dotaknili aken. To je tudi zdravljenje tek na dolge proge. Ja. In zdi se mi, da je vedno več aken tudi v odrasli dobi. Tako, ko se malo pogovarjam z ljudmi, vedno več ljudi ima težave. Tudi jaz sem jih imela v preteklosti, pa tako še malo pride vmes. Jaz smo tudi vedno bolj v stresu, pa najbrž tudi to vpliva. Kako pa je pri zdravljenju aken? Sploh mogoče v odrasli dobi, ker se mi zdi, da za najstniške akne je veliko rečenega, ker pač to večina ljudi gre skozi to. Ja, dosti. V bistvu akne so nekako najpogostejše v dobi adolescence, ampak ja, dejansko vidimo zelo veliko težav, pri ženskah tudi po 20. letu starosti, predvsem na predelu brade, pa čeljusti, da se pojavljajo tudi te zelo boleče akne, se pravi take nodulocistične akne, temu rečemo. In te akne so dosti trdovratne lahko za zdravljenje, predvsem z nekimi lokalnimi pripravki se večinoma ne obnese lih najboljše oziroma tako, ni takega učinka, kot bi želeli. Velikokrat so seveda hormonsko pogojene, se pravi, da recimo pride do poslabšanja pred menstruacijo ali pa med ovulacijo, in takrat recimo imamo lahko te zelo izbruhe teh nodusov na koži. Veliko pripomore stres, definitivno, potem uporaba neustreznih kozmetičnih preparatov, uporaba preveč make-upa, neustrezno čiščenje, uporaba SPF-a pa potem neustrezno čiščenje, tako da dejavnikov je več. Definitivno je pri ženskah pač potrebno izključiti tudi, da ne gre za kakšno dogajanje, se pravi v smislu policističnih jajčnikov, ker to je lahko zelo povezano, da se to kaže potem tudi na koži v smislu pač nekih aken rezistentnih. Tako da tle definitivno je potrebno narediti diagnostiko, da se pač opredeli, zakaj se te akne pojavljajo, da malo se pogovorimo z človekom, malo naštudiramo nego, a je tle kaj v ozadju, a je pač stresno življenje in tako. Potem pa imamo v bistvu glede zdravljenja, ja, vedno je pač opcija, da se pač tega lotimo z nekimi topikalnimi zdravili, v obliki krem, ampak tako, kot sem rekla, tle rezultati, mislim, ja, seveda, če so to neke blage akne, lahko seveda pomaga, ampak ponavadi so pač akne bolj trdovratne, tako da se potem poslužujemo tudi zdravljenja z sistemskimi zdravili. Zdaj tle imamo pač nek spekter zdravil, ki se sicer uporabljajo in tudi za najstniške akne, ker v bistvu delujejo akne so akne, delujejo vedno pač na principu te sebacealnih žlez, da zmanjšamo produkcijo sebuma, tako da imamo na voljo izotretinoin, potem spironolakton, imamo pač nekaj opcij, Nekatere ženske se odločijo tudi za kontracepcijo, tako da je nekaj opcij in so v bistvu tudi učinkovite, Zdaj, seveda, zakaj mi hočemo akne zdraviti, je zato, ker želimo preprečiti nastanek brazgotin, in pa ta občutek, samozavest, ki v bistvu ljudje, ki imajo akne, so dosti jih to prizadene, so zelo nesamozavestni in to vpliva v bistvu tudi na njihovo počutje, Tako da jaz vedno rečem, da dajmo akne zdraviti, ker imamo zdravila, in pač je to smiselno,
Tako da tudi ne odlašati, pač pridite do dermatologa, ker pač imamo opcije, da to pomagamo. Tako da je seveda pač to traja potem nekaj časa, ni zdaj, da se eno zdravilo vzame, pa nimamo več čakanja. To je ponavadi proces, ki traja par mesecev. Ampak ja, učinki so. In tudi v bistvu na ta način preprečimo potem nastanek brazgotin, ker brazgotine je bistveno teže zdraviti kot akne. Tako da tle res jaz priporočam, da se ne odlaša z recimo nekim iskanjem pomoči. Jaz se mislim, da se veliko ljudi boji teh tablet, sploh ker je v medijih ogromno napisan, recimo Roacutan, pa taka močna zdravila so zelo tako očrnjena, se mi zdi, ampak je pa tukaj tudi psihološki aspekt, ki se ljudje ne zavedajo, ker tisti, ki nikoli recimo niso imeli aken, po mojem ne morajo vedeti, koliko te to zares prizadene, tako da včasih je boljš pač na nek kratki rok to zdraviti, pa imeti pol, ko bi rekla, bolj samozavestno življenje, da se ti to vleče par 10 let lahko tudi. Zdaj vidim res tega vedno več. Definitivno, mislim, zdaj itak ljudje, mislim, so pozitivne in negativne strani spleta, Ja. Negativne so pač te, da pač lahko zbrskamo kakršnekoli, recimo v smislu, ne vem, nas zanima neki stranski učinki, gremo na internet, najdemo grozne Pač takoj zgodbe, raka. Ja, si potem hitro ljudje tudi sami diagnozo postavijo. Tako da pač tle mogoče to res neka črna pika, ko je to zdravilo dobilo tudi na podlagi raznih zgodb, ampak treba se zavedati, da v bistvu zdravljenje v smislu recimo tega izotretinoina predpiše zdravnik, to je dermatolog, se pravi, dermatologi smo v bistvu edini, ki to zdravilo lahko predpišemo, in tudi, ko vam bo zdravnik to zdravilo predpisal, vam bo dal vse informacije in vas bo tudi spremljal, kar pomeni, da vi ne boste dobili zdravila in boste prepuščeni sami sebi, ampak se vedno potem lahko obrnete na zdravnika, če imate kakršnekoli težave, če se pojavijo neki stranski učinki, se vedno to, mislim, lahko skomunicira, oziroma je potrebno skomunicirati z zdravnikom. Ker zdravila, pač če gremo tam brati stranske učinke, je naštetih en kup stvari, ampak tudi če greste brati stranske učinke pri lekadolu, oziroma nekaj, kar jemljemo proti vročini, ali pa proti, ne vem, menstrualnim krčem, bo ravno tako pisalo en kup stvari. Tako da tle je pač spet treba biti, treba znati ravnati s temi informacijami, ki so na voljo. In dejansko, če nas karkoli skrbi, ali pa nam ni jasno, ali pa ne vem, imamo neke težave, ki prej jih nismo imeli, se svetuje pač posvet z zdravnikom, zato smo pač tam, zato, da vam pač pomagamo, da svetujemo, da ukinemo zdravilo, če pač ne pomaga, ali pa če povzroča neke stranske učinke, tako da to je nekako bistveno, ker se mi zdi, da se kar pozapa, da ljudje pol preberejo tam eno zgodbo in ne vem, so neki stranski učinki opisani in oni tako, jaz tega zdaj ne bom, ker to je pač čisto preveč grozno. Pač verjetnost, da boš ti imel takšne stranske učinke, ki jih je imel nekdo, je majhna. So neki stranski učinki, ki se pri vseh, oziroma v 90% pojavljajo, to recimo pri izotretinoinu oziroma Roacutan, Retitrin, so to zdravila, ki povzročajo ta cell turnover, se pravi, da se koža potem bolj lušči, je bolj suha, deluje na žleza lojnice, zmanjša produkcijo sebuma, in dejansko na ta način potem koža je bolj suha in izsušena, in rabi zaradi tega samo dodatno vlago. In o tem se tudi pogovorimo na recimo nekem pogovoru, preden uvedemo to zdravilo, da bo pač treba prilagoditi nego. Tako da tle je v bistvu neka obravnava pač takega pacienta je celostna, kar pomeni, da ni zdaj, da jaz sam recept napišem, pa pač je to. Ja, ampak dejansko je to v bistvu cel pogovor. In ponavadi recimo sploh pri fantih je potrebno urediti potem še nego kože, ker to pač za njih v večini primerov ne obstaja, ampak je zelo pomembno. Tako da so v bistvu rezultati pri zdravljenju so pa potem to, kar se potem pozna na izboljšanju samozavesti, na ponosu, da imajo končno lepo kožo, na, ne vem,
začnejo se ukvarjati mogoče z nekimi hobiji, ki se prej niso, ali pa so bolj družabni. To v bistvu je zelo velik vpliv na tako osebnost človeka, pa na neko počutje splošno. Tako da jaz vidim tudi, recimo, pacienti pridejo z aknami obupani, včasih se tudi jočejo v ambulanti, ker ne vejo več, kaj narediti. In pol, ne vem, po pol leta, enem letu, ki pač so v procesu zdravljenja, to so včasih drugi ljudje, mislim, to je čist druga oseba, nasmejani, veseli in mislim, tako, polni življenja. Tako da je pač to spremembe na koži imajo lahko zelo negativen vpliv na počutje. Ja, vseeno je to prva stvar, ki se pokaže. Nekako se mi zdi, če imamo lepo kožo, se avtomatsko boljš počutimo v svoji koži. Tako je. Mogoče ni mogoče z namenom to, da se dobro počutiš v svoji koži. Ja, definitivno je to z namenom. Mislim, je ta rek nekako v kontekstu, ja. Ker smo se pogovarjali o fantih, zdaj pa kako je pa z nego pri moških? Zelo jih je težko prepričati, ampak se mi vse zdi, da veliko moških rado tako malo krade kreme svojim dragim. In to so ponavadi tiste, ta najdražje. Ja. To je pa super, ja. Ja, to je dostikrat problem, jaz imam tudi ta problem, Tako da, zdaj moške je prepričati, da zdaj morajo uporabljati neko kremo na dnevni bazi, je tako včasih mission impossible, sploh da jim omenim, da morajo uporabljati SPF, tako kako zdaj to, vsak dan, Ja, vsak dan. Tako da, pač je seveda projekt, ampak vse se da, Če najdemo nekaj, kar jim pač ustreza, kar nimajo pa občutka, da imajo, ne vem, nekaj na koži, da jih moti, se tako lahko to vse, recimo osnove, kaj smo rekli, čiščenje, vlaženje, SPF, se ravno tako tudi pri moških, se mi zdi vedno več, moških je zainteresiranih za to. Tako da spet pač potrebujejo malo mogoče usmeritve, da se jih usmeri kaj, pa potem pač te eksperimentiranja pri mogoče svojih partnerkah. Tako da jaz pa tako rečem, če se slučajno to kakšna potem potoša, da partner potem krade, rečem, da ne mu pač odstopi un delček, ko ostane na koncu, pa bo on itak ful vesel, pa še nekaj dobrega bo naredil za svojo kožo. Tako da, se mi zdi, da se njim ne zdi tako moško, če uporabljajo kreme. Ne vem, mogoče, da je to bolj, ne vem, nekak ženska domena. Pa, ženske več časa preživijo v kopalnici, ampak včasih je pa tudi obratno. Tako da, glede na to, da imajo razne gele in ne vem, kaj najbrž res. Tako da tle, se mi zdi, da so vedno bolj odprti tudi za te skincare svete. Definitivno je lepo videti urejenega človeka z lepo kožo, tako da ima veze, ali je ženska ali je moški. Definitivno. Tako da moški nič ni narobe, če uporabljate kreme. Ja, res je. Dajva se dotakniti še ene zelo pogoste bolezni in to je dermatitis. Kako pa je recimo tudi s tem? Ali je nujno, da se zdravi takoj s kortikosteroidi ali so možne kakšne druge oblike zdravljenja? Zdaj, če tle misliva pač atopijski dermatitis, atopijski dermatitis je v bistvu zelo pogosta kožna bolezen, zdaj pojavi se lahko že v bistvu zelo zgodaj, to je nekje tam od 3. meseca starosti naprej. Lahko se pa pojavi seveda tudi kasneje v življenju, Zdaj, atopiki, to je v bistvu zelo posebna struktura ljudi, so v bistvu taki zelo tough, ker morajo zelo veliko dati čez skozi življenje, ker jih spremljajo ponavadi težave v smislu nekih ekcemov na koži, srbenja, to je pač srbenje, ki je lahko prisotno 24 ur na dan. In dejansko do še nekaj let nazaj niti nismo imeli neki zelo velik zdravil na izbiro, ker se seveda pač ni bilo čisto jasno, na kakšen način v bistvu bolezen nastane, kako bi lahko v bistvu to preprečili. Je pa zdaj se mi zdi nekako vseeno ta razkorak v tem, da imamo na voljo v bistvu vsako leto vedno več zdravil, sicer predvsem za to hujšo obliko atopijskega dermatitisa, ker to v bistvu je lahko v nekih različnih obsegih, da se te težave pojavljajo. Tako da je tudi upanje za te, ki so zelo
prizadeti zaradi te bolezni, ker to so spet v bistvu lahko ta žarišča po celem telesu, omejujejo pri vsakdanjem življenju, pri izbiri aktivnosti, izbiri partnerja, izbiri službe, srbi pač koža 24 ur na dan, ljudje ne spijo zaradi tega, to vse vpliva potem na bolniške, na manjkanje v šoli in tako naprej. Tako da v bistvu sama bolezen vpliva na velik spekter življenja. Tako da če mi potem atopiku zmanjšamo srbenje, da njega koža ne srbi, smo mi naredili drugega človeka, ker tak človek lahko zdaj po noči spi, je zjutraj naspan, ni da zdaj ne more funkcionirati zaradi tega, ker ni spal celo noč, ker se je praskal, in lahko tudi kaj počne čez dan. Tako da kortikosteroidi, so bili pač do zdaj in so še vedno pač prva terapija izbora, ampak jaz bi tle najbolj poudarila v bistvu to, da je najbolj pomembna terapija pri atopikih je nega kože. V bistvu nega kože je enako zdravljenje, ker pri atopikih je okvarjena ta barierna funkcija kože in v bistvu ne nudi te zaščite pred zunanjimi vplivi okolja, in pa v bistvu koža zgublja vlago, skozi to okvarjeno bariero. In mi moramo v bistvu koži ponuditi, da ji pomagamo pri tem, da pač to barierno funkcijo kože krepimo. In to pa delamo potem z vlažilnimi kremami, ki vsebujejo tudi določene sestavine, ki so del bariere, in na ta način v bistvu pomagamo pri tem, da se koža dejansko lahko potem brani tudi pred temi zunanjimi vplivi. Problem pri atopikih je, da so v velikem procentu tudi prisotne alergije, so v bistvu, to so ti poslabševalci, ki potem poslabšujejo v bistvu samo bolezen, in je potem tle še ena omejitev, ker se morajo v bistvu izogibati, ali so to neka prehrana, ali je to v bistvu, ne vem, neki alergeni iz okolja, recimo alergije na cvetni prah, mačja, pasja dlaka in tako naprej, so spet v bistvu prikrajšani, ne morejo imeti otroci recimo domačih živali, če so alergični. Tako da je v bistvu zelo obsežen problem, na večjih spektrih se to kaže in je, zato pravim, da so ti ljudje taki zelo, odporni, tudi potem kasneje v življenju, ker so dali res veliko čez in konstantne omejitve, ker te skozi nekaj omejuje, skozi se moraš nekaj prilagajati, skozi moraš v bistvu svoje življenje prilagajati bolezni. In zato to, da imamo pač neko varianto zdravljenja zdaj na voljo, to so predvsem ta tarčna zdravila, to so zdravila v bistvu, ki delujejo potem na te celice, ki vplivajo na nastanek atopijskega dermatitisa, izboljšajo kvaliteto življenja. To v bistvu je tisto, kar želimo doseči, in tudi kar si pacienti želijo, da lahko normalno živijo. Tako da, pač še vedno pa dejansko kortikosteroidi kot taki bodo vedno prva terapija izbora, ko bo recimo nekdo prišel z nekimi težavami, ampak tle bi jaz v bistvu mogoče poudarila to, da je sicer problem danes v zdravstvenem sistemu, da nimamo dovolj časa, za pacienta, da bi vse to v bistvu razložili. Tako da tle je na žalost tudi zelo veliko na posamezniku, recimo na starših, ki imajo recimo otroka z atopijskim, da se informirajo, da si kaj preberejo, kakšen članek, da mogoče grejo na kakšno izobraževanje. Jaz vidim zelo pozitivno stvar v tem, da so se formirala društva, za atopike, ki nudijo potem neke verodostojne informacije, neke zbrane informacije, ki pomagajo potem posameznikom. To so ljudje recimo, ki imajo atopijski dermatitis ali pa ki imajo otroke, ki so imeli atopijski dermatitis, in imajo izkušnje s tem tudi, in si dejansko lahko izmenjajo tudi zelo veliko informacij. Mi pa lahko v bistvu s temi društvi skomuniciramo v smislu teh novih opcij zdravljenja, da seznanimo potem recimo te predstavnike društva, da potem oni lahko naprej neki svoji populaciji predajo tudi informacije, ker dejansko včasih ne pridejo te informacije do ljudi, ker smo mi imeli v bistvu
prva zdravila, za atopijski dermatitis, je problem v tem, da večinoma se takrat, ko smo začeli s tem zdravljenjem, so bila bolj namenjena odrasli populaciji. Ampak to so ljudje, ki so v bistvu že celo življenje živeli z atopijskim dermatitisom, in so na neki točki obupali, nad tem, da ne bojo več hodili zdravniku, ker dobijo vedno eno in isto terapijo in pač jim nič ne pomaga. In so nehali hoditi zdravniku. In v bistvu mi do teh ljudi v bistvu sploh nismo mogli priti z informacijo, da pač imamo mogoče zdaj nekaj, kar bi jim pa pomagalo. In tle so potem v bistvu ta društva nekako, se mi zdi, naredila tudi malo, da so pomagala pri širjenju informacij, da so potem ti ljudje prišli mogoče pol vsaj na posvet, da so prišli pogledati, zdaj kaj nekaj novega, kar bi lahko njim mogoče pomagalo. Ja, tukaj imamo težavo zaradi tega, ker pač načeloma, če hočeš neko širšo obravnavo, moraš iti samo plačniško, kar pa seveda ni najbolj poceni, ker pri nas čakaš na dermatologa lahko tudi leto, dve. Nore čakalne vrste so, tako da že tukaj se mi zdi, da imamo prvi problem glede obravnav. Ja, zdaj nisem itak, to je generalni problem, ne samo dermatologiji na splošno, ampak mislim, problematika je preobsežna za to in se zato pravim, da se mi zdi zelo pomembno tudi to, da se ljudje sami probajo informirati, ampak da iščejo verodostojne informacije, da pač so informacije, ki so preverjene, da so neki, ki so prebrali, ne vem, na Instagramu. Tako da je res dejansko vsaj mogoče neka samopomoč, da začneš z nečem, medtem ko recimo mogoče čakaš na dermatologa. Seveda pa pač, če ne gre, da pač ti ukrepi ne pomagajo, se stanje slabša, se pa pač svetuje potem, da greste mogoče nazaj do osebnega zdravnika, da mogoče da drugo stopnjo nujnosti za obravnavo. Ker dejansko pri atopikih je problem ta, da je to lahko v bistvu zelo na hitro, da se pač pojavi to poslabšanje. Je nek trigger iz okolja mogoče tudi, kar niti ne vemo, da nam dela težave. In dejansko, dokler ne opravimo nekih alergoloških testov, ne moramo tega vedeti, ali pa čisto predeliti. In velikokrat je dejansko to problem, da se potem čaka na te izvide, da sploh vemo, pri čem smo, pa da sploh dobimo diagnozo, je to sploh atopijski dermatitis. Ker tudi to se lahko zgodi, da v bistvu niso sploh težave v smislu pač nekega atopijskega, ampak je mogoče neka prehodna zadeva. Alergija ali pa kaj podobnega. Ja, tako je. Ko smo se ravno pogovarjali o tem, se mi zdi, da je tudi veliko vrst hrane, ki povzroča, ne vem, ali in akne in dermatitis. A je tukaj kaj ugotovljenega, kaj bi lahko bilo, recimo, da ljudje malo slišijo? Mislim tako, zdaj imamo neke študije, recimo, če za akne govoriva, ki v bistvu nekako nimamo zdaj jaz da meni seznam živil, ki jih ljudje ne smejo uživati. Ampak so nekako ugotavljali, da recimo pri ljudeh, ki uživajo več mlečnih izdelkov, ali pa ki uživajo recimo hrano z visokim glikemičnim indeksom, veliko junk fooda, pri takih ljudeh bo tudi več težav potem z pojavljanjem aken. Tako da seveda pri recimo samem zdravljenju aken se seveda svetuje tudi sprememba življenjskega sloga, če recimo je to v smislu, da se prej ljudje niso nič gibali, so uživali, ne vem, to hitro prehrano, niso skrbeli v bistvu, ali pa so uživali recimo veliko sladkorja tudi, da se seveda pač to nekako zmanjša, oziroma da preidemo bolj na pestro, zdravo prehrano. Medtem ko recimo pri atopijskem je pa tako, da so velikokrat lahko te alergije na hrano prisotne predvsem v otroški dobi. Takrat imamo veliko, ne vem, alergij na jajca, mleko in tako naprej. Ampak velikokrat te težave potem izvenijo. Kar je v bistvu zelo zoprno to, da seveda pač, če vi neke hrane ne smete uživati, se to hitro, lahko ta spekter, kaj lahko jemo, je lahko zelo majhen in se hitro pojavi težava, recimo sploh pri mlajših otrocih, da potem, ne vem, tisto je premalo hranilno ali pa recimo jim tisto potem tudi ni všeč,
In zelo smo omejeni potem z nekimi opcijami, kaj jesti. Zato je v bistvu to predpisovanje dieta zelo lahko včasih dvorezen meč. Tako da jaz zato tudi recimo predlagam, če je nekaj dokazano, da je neka alergija, potem seveda se tega izogibate. Drugače pa se v bistvu najboljše naredi, da se recimo izloči ta izdelek, in če se človek recimo boljš počuti, vidi, da mogoče nima nekih zagonov, da se potem vseeno mogoče temu izogiba, ne pa da zdaj gremo na dieto brez vsega, živimo od zraka pa vode, pač to ni dobro za nas, ker to nam bo povzročalo stres bo povzročal pol še poslabšanje kože in smo spet v enem začaranem krogu. Tako da tle bi jaz kar svetovala, tako previdnost pri tem. Dostikrat, ko odvzemamo, ne nadomeščamo. Ja, recimo, če odvzemamo beljakovine. Recimo, jaz sem nehala jesti mlečne izdelke raven zaradi tega, in pol pač zgubiš nek del beljakovin, in dokler nisem dojela, meni v bistvu manjkajo beljakovine, jaz moram to nekje drugje dobiti. Se mi zdi, da dokler nimaš dovoljenega znanja, zdaj imamo ful sreče, obstaja ogromno dobrih podcastov, pa ne zdaj kar nekom, ampak strokovnjaki. In ravno zaradi tega sem te tudi želela povabiti, da se na enem mestu zberejo neke koristne informacije za razna stanja, ker se mi zdi, da se je ogromno enih informacij, ampak kako pa to sestaviti v eno dobro sestavljeno, da sebi lahko pomagaš, ker ti lahko že probaš, pa probaš tretje, ampak vseeno pa rabiš neko usmeritev strokovnjaka. Ja, se ravno to, tisti problem. Informacije v bistvu velika, zdaj to sfiltrirati je pa pol v bistvu kar umetnost. Pa da v bistvu vzameš iz teh informacij tisto, kar bo tebi pomagalo. Tako da se zato v bistvu te verodostojne informacije pa res mogoče ne poslušati vsega, ker ima mogoče 5 minut časa več kot jaz, da pač nekaj razlaga, ne vem, o tudi dejansko kompleksnih zadevah. Mislim, lahko si narediš res ogromno ene škode, sploh pri zdravju. Dejansko, pač zdravje imamo eno, zdaj se mi zdi, da je to res pomembno, da ustrezno skrbimo. Pa to, kar enemu pomaga, ni nujno, da bo drugemu. Sem včasih ful rada tako dala kakšen nasvet, ne vem, recimo meni osebno so res ogromno pomagali treningi za lepo kožo, pa pač to, da sem izločila mlečne izdelke. To mi je res največ pomagalo od vsega, ampak ni nujno, da bo to eni moji prijatelji pomagali, kaj pa mogoče vzrok, ne vem, da ima ginekološke težave ali pa karkoli. Tako da se mi zdi, da moramo res paziti, kdaj damo nasvete, pa komu jih damo, ker včasih lahko narediš res več škode, kako koristi. Ja, točno to, ker ni univerzalnega recepta. Ni za enega recepta, ki bo veljal za vse. Ni univerzalnega recepta za zdravljenje aken, ni za uporabo SPF-a. Tako da dejansko je zelo individualno. Zdaj, veliko lahko sami pač ugotovimo, ampak se treba pač ukvarjati pač z tem, da brskamo, smo nekako radovedni in se ukvarjamo potem z pridobivanjem novih informacij. Kaj pa hrana, ki je dobra za kožo, ki pa vemo, da ima veliko dobrih sestavin? Definitivno je tudi hrana, ki je dobra za kožo, to je tista, ki je zelo bogata z antioksidanti, sadje, zelenjava, zelena zelenjava, potem recimo borovnice so ene take zelo bogate antioksidantne bombe. Tako da definitivno hrana, ki se oglašuje kot zdrava, v smislu veliko zelenjave, je tudi tle definitivno benefit. Ne smemo pozabiti na beljakovine, ki so pač gradniki telesa, tudi maščobe, pač telo potrebuje v bistvu maščobe, ogljikovi hidrati so ravno tako za energijo, tako da ne smemo se prikrajšati pač za nek del hrane, ker pač telo rabi pač za gradnjo, za obnovo, rabi določene sestavine. Tako da zdaj, kar se tiče zdrave prehrane, itak je spet problem, ker imamo en kup poplave z prehranskimi strokovnjaki in nasveti, kaj in kako uživati. Jaz mislim, da tle pač itak dobro je poslušati sebe, tudi kaj recimo telo potrebuje, v nekem trenutku, in pa seveda pač, da smo pozorni mogoče na to, kar se hitro pozabi, zadosten vnos beljakovin, in pa da ne uživamo preveč sladkorja, ne vem, bogate hrane z maščobami in tako naprej. Tako da definitivno pa
je pač tudi nekaj na temo, no, da imamo nek vpliv tudi od prehrane, ki se pozna na koži. Ja. Ja, na enih bolj, na enih manj. Tako je. Rada bi se dotaknila še las. To je nekaj, kar imamo ženske zelo rade, na kar smo ponosne in se ukvarjamo s tem, kupujemo razne serume, razne šampone in tako. Je pa tudi vedno več, se mi zdi, nekega izpadanja, najbrž spet povezano s stresom, kakšne vrste obstajajo in kako si mogoče lahko pomagamo pa tudi tukaj. Ja, v bistvu izpadanje las je dosti pogosto. Mogoče ženske bolj se hitreje oglasijo do zdravnika, ker pač lasje so nekako del zunanjega videza, veliko damo pač na lase. In vzrokov v bistvu, zakaj pride do izpadanja las, je pa več. Zdaj zelo veliko je bilo recimo zdaj v tem času, ki je bil COVID, se je v bistvu zelo veliko pojavljalo tudi sočasnega izpadanja las po preboleli okužbi, ker velikokrat se zgodi to, da je pač nek stres ali pa lahko je to operacija, prebolevanje neke okužbe, recimo po porodu, se zgodi, da pač pride do tega izpadanja las, ki se naenkrat pojavi. Lahko je to z zamikom parih mesecev, ampak dejansko v bistvu sproži, da lasje v bistvu naenkrat v večji količini izpadejo. Temu rečemo v bistvu telogeni efluvi. Zadeva je prehodne narave, kar pomeni, da pač ti lasje potem postopoma nazaj zrastejo, je pa lahko učinek na psiho človeka zelo velik, sploh če se kar naenkrat zbudiš in se zjutraj počešeš in imaš en kup las v rokah. Tako da je lahko tle šok zelo velik, in tudi jaz čisto razumem pač ženske, ki pridejo čisto panične, da so jim začeli lasje ful izpadati. Ampak pač dobra stvar tega je, da je zadeva prehodne narave, da se da seveda pač to ustaviti, in da večinoma lasje nazaj zrastejo. Je pa vedno pri v bistvu nekih težavah z izpadanjem las potrebno pač ugotavljati tudi, da je tudi kakšen notranji vzrok možen, ki pač to sproži. Velikokrat se lahko zgodi recimo pri ljudeh, ki so slabokrvni, ali pa jim primanjkuje mogoče kakšnih teh mikrohranil, ali pa recimo pri ženskah, recimo, ki imajo težave s ščitnico, da se pač pojavi to izpadanje las. In zdaj, če mi v bistvu zdravimo samo to izpadanje las po teh klasičnih protokolih, pa ne odpravljamo v bistvu vzroka, je še vedno pač oseba slabokrvna, nismo kaj veliko naredili, ker bodo ti lasje še vedno izpadali, ker telo pa v bistvu začneš šparati svojo energijo na delih telesa, ki jih ne rabi najbolj. To so ponavadi lasje, nohti. Tako da je seveda potem treba pač korigirati, recimo, nadomeščati železo, da pač spravimo to na neke dobre zaloge in se bodo potem tudi težave umirile. Tako da dobra stvar pri tem je, da se da velikokrat potem ali je to neka korekcija pač nekih mikrohranil, ali pa potem pač tudi zmanjšanje nekega stresa, pa tudi dogodek, recimo, ki je povzročil nek večji stres, ponavadi se ne ponavljajo te stvari, to so kar ponavadi kakšni te težji dogodki, kakšne smrti v družini in tako naprej, nekaj, kar nam res povzroči tisti velik stres v nekem trenutku, tako da se potem postopoma lasje obnovijo. Potem pa imamo recimo še izpadanje las, ki je pa mogoče bolj izrazito ali pa pogostejše pri moških. To je pa ta androgena alopecija, ki pa v bistvu nastane pleša. Je seveda tudi pri ženskah, se pojavlja, ampak moški nekako jih bolj mogoče s tem povežemo. Tle gre pa v bistvu za propadanje dlačnih foliklov, ponavadi je to genetsko, se pravi, da se v družini pojavlja pleša, lahko se težave začnejo že zelo zgodaj, v življenju, lahko je to že okoli 20. leta. Tako da tle pa v bistvu težava ta, da pač ti dlačni folikli s časoma propadejo. Na začetku slabijo, potem pa s časoma propadejo in nimamo več v bistvu zasnove za las. Zato v bistvu na tistem delu lasišča se v bistvu zabrazgotini tkivo in nimamo več osnove, iz katere bi lahko nov las zrastel. Zdaj mi lahko to stanje podaljšujemo,
da dejansko krepimo pač te lase, ki se vidno tanjšajo. Imamo pač določene postopke, določene učinkovine, ki jih potem ljudje uporabljajo in nanašajo, ampak se je treba zavedati, da pač to funkcionira, dokler se tega poslužujemo. Ker to dejansko nehamo uporabljati, se stanje pač vrne v takšno, kot je bilo preden smo začeli to uporabljati in potem postopoma napreduje. Tako da je možno v bistvu dan danes kar tudi z nekimi posegi, recimo tudi so te PRP recimo terapije, kjer se aplicira v bistvu ta lastna plazma, ki je bogata z raznimi faktorji in deluje potem na te folikle, da jih stimulira, da se pač obnavljajo, so recimo zelo fajn rezultati. Na koncu je najbolj tista vizualno razlika, ko naredi, pa potem transplantacija. Tako da, pa se to obdrži? Ja, mislim, so kar dobri rezultati. Ja. Seveda pač potrebno spet zbrati ta pravega strokovnjaka, da se pač s tem ukvarjajo. Zdaj, pri nas mislim, da večina moških gre v Turčijo. No, to sem zdaj slišala, da je popularno. Tako da so dobri rezultati. No, je to treba ponavljati? Ali? Ne, ponavadi se potem to vzdržuje. Pač to presadijo lase iz enega dela na tisti del, kjer jih pač manjka. Potem se pa vzdržuje recimo z PRP-ji pa z uporabo teh učinkovin, ki so za stimulacijo dlačnih foliklov. Tako da moški so ful zadovoljni. Marsikaj se da zrihtati tam. Ja, da. Ena zanimiva stvar mi je bila še ta balerina boldness, ki si v bistvu opisovala na tvojem Instagram profilu. Že babica mi je skozi govorila, Flora, ne preveč čopov nositi pa fik, da ne boš las zgubila. Ja, sej. Mogoče nisem najboljši primer, ker jaz sem zelo pogosto čopa in tista fotka je moja. Ker ja, dejansko pač ta tenzija, ker jo dejansko vsakodnevno, recimo, če nosimo čop ali pa figo, izvajamo na te dlačne folikle, se potem v bistvu zgodi, da seveda to dlačni folikel nekako poškoduje na dolgi rok, in se potem te lasje rečijo na teh mestih in imamo potem v bistvu ta nek del na lasišču, ponavadi je to spredje, kamor rečemo v bistvu trakcijska alopecija, ki pride zaradi trakcije, nekega vlečenja do poškodbe foliklov in potem v bistvu na tistem mestu ti folikli ne nastajajo več, in smo lahko plešasti potem tako. Z nekim, balerina boldness. Miška. Ja. Ampak to se najbrž tudi da na nek način zdraviti. Ja, pač ravno tako v bistvu se dela na tem, da se stimulira te dlačne folikle, da recimo, če nosimo čop, da ni tisti zategnen čop do zadnjega lasa, ampak da probamo malo bolj te sproščene fige nositi, ki so malo messy, če temu tako rečemo. Kaj pa glede umivanja las? Glede umivanja las, zdaj prekomerno umivanje las ni dobro, ni da zdaj vsak dan umivamo lase, ker pač ravno tako kot koža ima tudi lasišče ta zaščitni sloj, ki ni dobro, da ga pač prepogosto odstranjujemo. Je pa to odvisno, zdaj, na koliko časa recimo si nekdo more umivati lase, je odvisno tudi od tega, koliko recimo se producira loja pri samem posamezniku, koliko smo športno aktivni, več dejavnikov je tle. Zdaj, če imamo ful goste lase, je tudi pol večja verjetnost, da se hitreje zamastijo na določenih delih, tako da definitivno pa se odsvetuje prepogosto umivanje, ker jaz dostikrat dobim recimo tudi, predvsem mogoče moški, ker si oni si jim grede lase umijejo še, ker se stuširajo, ampak je potem hitro lahko izsušeno lasišče, in se potem lušči in jih srbi, ker dejansko odstranjujejo na dnevni bazi ta zaščitni sloj, ki ga ima koža, tudi v lasišču. Tako da, če že bi jaz mogoče vsak drug dan svetovala pri moških, pri ženskah pa zelo različno, 2 do 3 na teden, odvisno. Kaj pa recimo suhi šamponi, to fejst zapaca lasišče, ali je okej? Mislim, suhi šamponi ni zdaj, da bi to nadomeščalo umivanje las, To je neka rešitev za quick fix. Quick fix, ja, jaz temu tako pravim, ja. Se tudi sama kdaj poslužim tega, ker se zjutraj zbudiš pa je tako, to pa ne bo šlo. Tako da se mi zdi super, da to obstaja, ampak ni pa to zdaj nadomestek za umivanje las z šamponi, tako da. Ja. Je lahko verjetno dražeče tudi, če... Ja, definitivno, če pač uporabljamo prepogosto, tako da to naj bo kot neka alternativa
ker smo v krizi z časom in nam ne znese, da si umijemo. Ni to, da bi zdaj vsak teden, ne? Ne. Pomaga. Omenjali smo tudi zaščitne plasti in tako in prej, ko smo se pogovarjali o raznih boleznih kože in nasplošno o koži, smo mogoče pozabili omeniti tudi povezavo med črevesjem in kožo. Kako lahko mogoče tudi to pozdravimo, pa je to vpliv, oziroma to vpliva na razne bolezni. Mogoče še beseda o tem. Ja, zdaj v bistvu v črevesju imamo mikrobiom, ki ga imamo tudi na koži. To je v bistvu sestava iz teh dobrih bakterij, gljiv, virusov, ki v bistvu delujejo zaščitno na našo kožo in pa tudi v bistvu ščitijo naše črevo. In dejansko, če naš ta mikrobiom dobro deluje, se potem v bistvu tudi zaščita kože pač je ustrezna in pa tudi pri črevesju nimamo nekih težav, v smislu nekih prebavnih težav. Problem se pojavi pri, recimo na koži konkretno, pri ljudeh, ki imajo neke kronične bolezni kože, kot so recimo atopijski dermatitis luskavica, da pride potem tudi do okvare tega mikrobioma, da v bistvu se poruši ta sloj. In podobno je v črevesju. Če v bistvu je ta mikrobiom v črevesju porušen, lahko imamo pač neke težave. In definitivno so recimo pri luskavici se velikokrat lahko pojavljajo tudi neke težave na prebavilih, tudi v smislu nekih bolezni, kot recimo ulcerozni kolitis ali pa Crohnova bolezen. In velikokrat lahko te zadeve sovpadajo. Se pravi, da imajo ljudje ravno tako v bistvu težave na koži, pa tudi težave v bistvu z prebavili. Tako da definitivno se svetuje, da se proba delati tudi na tem, da imamo zdravo črevesno floro, mogoče dodajamo kakšne probiotike in tako naprej. Tako da pa seveda pač zdrava prehrana, s tem v bistvu tudi delamo na tem, da je bogata recimo hrana z vlakninami, da so v bistvu te mikrobi, da so aktivni, da procesirajo dejansko te sestavine v prehrani. Tako da ja, definitivno je pač povezava tudi pri temu. Ja, velikih reče, da je v bistvu imunski sistem se začne v črevesju, tako da bi mogli to zelo krepiti, sploh takrat, ko smo bolani. Zdaj pa mogoče še za konec, lahko bi še o 1000 boleznih govorili, še tistih 2000, pa ne vem, koliko smo jih spustili danes, ampak žal nimava toliko časa. Se mi zdi, da so te najbolj pogoste, ki prizadenejo ljudi, nekako obdelali na hitrco. Pa da smo že dali ogromno enih koristnih stvari, ampak vseeno me pa zanimajo zdaj še malo bolj ta anti-age področja, izboljšanje kože. Zdaj obstaja ogromno enih in laserjev in kot si že omenila mezoterapije in takih stvari. Če bi mogoče samo na hitrco predstavila par od njih, kakšne možnosti imamo, ker se mi zdi, da še vedno ne poznamo toliko vseh možnosti. To je prišlo iz Amerike, ko so zvezdnice uporabljali, mi spali smo imeli pojma, da si lahko z laserjem popraviš kožo, mozolje in tako. Se mi zdi, zdaj pa vedno to bolj prehaja tudi k nam zaradi Instagrama, zaradi pač interneta in tako. Če mogoče predstaviš neke najbolj učinkovite stvari, ki pomagajo. Zdaj tle je v bistvu zelo odvisno od tega, kaj želimo doseči, ker ponavadi se v bistvu tudi lotevamo sanacije nekih težav, glede na problematiko, s katero, ne vem, katera je v ospredju pri posamezniku. Tako da, če želimo delati recimo na kvaliteti kože, so v bistvu potem to postopki, ki delujejo na globino, se pravi, delujejo na kolagen in elastin. Vedno v bistvu želimo, da se poveča produkcija kolagena, da okrepimo v bistvu ta obstoječa kolagenska vlakna, in kar v bistvu lahko dosežemo z nekimi ali to mikropoškodbami kože, v smislu nekega mikronidlinga, radiofrekvenčne terapije, z segrevanjem v bistvu tega dela kože, kjer v bistvu do neke temperature, se pravi, segrejemo tkivo. In tako tkivo se potem v bistvu produkcija kolagena poveča. Ker v bistvu vsaka poškodba kože sproži obnovo kože. In v bistvu vsi ti postopki so narejeni na način, da delajo neke mikropoškodbe kože, in koža se v bistvu na ta način obnavlja. Obnavlja se pa s produkcijo, se pravi, novih kolagenskih vlaken in v bistvu nastanka novih celic. Tako da so vsi postopki v bistvu na dosti podoben način delujejo,
To, kar se tiče recimo neke obnove kože, a ne. Potem imamo recimo za obnovo kože povrhnjice, a ne, se v bistvu uporabljajo tudi laserji, kjer v bistvu posnamem ponavadi ta povrhnji del kože, a ne, in s tem spet stimuliramo nastanek v bistvu nove kože na površju, a ne. Koža je potem taka bolj sveža, ne, bolj gladka. Potem recimo laserji se uporabljajo tudi za odstranjevanje hiperpigmentacij, so v bistvu zelo učinkoviti, a ne. Za odstranjevanje recimo žilnih sprememb, recimo z leti se pojavi recimo predvsem na licih ali pa tle ob nosu se pojavi te drobne kapilarce, a ne, ki so lahko zelo moteče. Lahko v bistvu tudi vizualno dajejo neko rdečico na licih, a ne, ki mogoče vsakmu ne ustreza, da jo ima, in se da to zelo dobro recimo z laserskimi posegi odstraniti, a ne. Tako da laserji so tako ena super stvar, no, ker se da res zelo veliko stvari z njimi početi, a ne. Ampak seveda mora pač to delati nekdo, ki zna pač tem upravljati, a ne, ker ampak ni mogoče toliko samoumevno, ker se mi zdi, da danes kar, vsaj kar vidim jaz, no, te poplave informacij o teh laserskih posegih, ne vem, so to tudi iz različnih kozmetičnih salonov in tako, a ne, ampak dejansko pač laserji, ki so ustrezni, so ponavadi medicinski laserji, a ne, ki se uporabljajo v klinikah, ki jih v bistvu zdravnik izvaja posege in tako, a ne. Tako da tle bi pač svetovala predvsem tudi, da se človek, preden gre na to, informira, a ne, ker dejansko laserji so orodje, a ne, s katerim je pač treba znati delati, a ne, ker sicer lahko naredimo zelo veliko škode, ne, ker je to v bistvu neka energija, gre recimo, ponavadi so to posegi na obrazu, a ne. Ne vem, jaz ne bi ravno vsakmu zaupala, ne, da greš pač na nek poseg, ki ti dejansko lahko naredi tudi opekline, recimo v najslabšem primeru, ne. Tako da definitivno so pa ena super stvar, no, tako da se da zelo veliko stvari z njimi početi. Potem imamo razne aplikacije, se pravi aktivnih učinkovin v kožo, a ne. Z leti se pač dogaja to, da koža izgublja na volumnu, na prožnosti, a ne, in s tem v bistvu lahko tudi malo pomagamo, a ne. Zdaj recimo nadomeščanje volumna je potem z aplikacijo hialuronske kisline, a ne, se pravi tako imenovani filerji, a ne. Zdaj velikokrat se zgodi, da so ljudje imajo neki odpor do tega, a ne. Jaz čisto verjamem, a ne, tudi zakaj, ker se v bistvu, to, kar vidimo na spletu, so ponesrečene aplikacije, a ne, teh filerjev, ker poanta v bistvu za moje pojme, ne, pri uporabi tega je, da v bistvu noben ne ve, da imaš pač mogoče filer, a ne. Ampak izgledaš samo bolj spočit, pa nekaj je drugače, pa ne more človek definirati, kaj točno je to, a ne. Tako da jaz sem pristaš pač tega, da manj je več, a ne, da delamo v bistvu na tem, da vzdržujemo naravni videz, a ne, in dejansko se da z pravilno aplikacijo doseči ravno to, a ne, da pač upočasnimo v bistvu staranje, a ne. Zdaj seveda nekaj lahko naredimo z uporabo pač teh preparatov, a ne, do neke točke, a ne, seveda več kot to pa potem tudi to ne zmore, a ne. Tle bi mogoče omenila še potem botulin toksin, a ne, ki je tudi zelo pogost, oziroma botoks, a ne. To se mi zdi neka najpogostejša stvar, no, tudi tako na svetovni ravni, ki se uporablja, ne, za pomlajevanje, oziroma predvsem, da se te gubice, ki se nam delajo recimo okoli oči ali pa tle na sredini čela, da jih malo zrelaksiramo. Tudi zelo v bistvu naredi tako spremembo na obrazu, da je pač dejansko človek izgleda bolj spočit, a ne, pa ni tistega jeznega pogleda, ne. Pa mogoče žena ne more več grdo gledati svojega moža, a ne. To se včasih kakšne pritožuje, da zdaj ne bojo mogle več grdo gledati. Ampak dejansko spočije obraz, no, ampak tudi ne moreš točno vedeti, kaj je drugače, a ne, včasih. Tako da, se pravi, more pa biti spet to aplicirano v mejah, da je pač to naravno, a ne, da še vedno izgleda človek. Ja, absolutno je treba paziti, kam greš. Tako, definitivno. Tega obraza res ni fajn zaupati. Ker potem pa dobimo pač ne te
videze, ki niso najbolj... Ki so zdaj sicer zelo popularni, Ja, ampak na dolgi rok pa tudi tako, ne vem, no, če bo to skozi no. Jaz mislim, da bo naravna lepota začela spet zmagovati, glede na to, da vse postaja zelo isto. Ja, saj to, ne. Ravno to je meni recimo en tak aspekt, ki mi mogoče ni najbolj všeč, to, da so potem v bistvu vse ženske si zelo podobne, a ne. Pač zgubiš potem tisti svoj jaz, a ne. Tako da jaz sem bolj pristaš tega, da je naravnost, da še vedno smo to mi, a ne, ampak da pač samo izboljšamo videz v smislu, da mogoče koža je malo bolj sijoča, prožna, nismo toliko jezni in tako. Tako da se pač dobro počutiš v svoji koži, da hočeš izgledati kot nekdo. Tako, pa da si še vedno ti, da pač ohraniš svoj jaz, ne. Ja. Še ena stvar, ki si jo res hotela dotakniti, so pa tudi materina znamenja. Jaz imam recimo kar precej, ampak na kateri točki so nevarna? A ne zdaj, a se da odstraniti tudi naravno in brez nekih posledic, recimo take izbokline? A je to varno, se to da? Kako je s tem? Ja, v bistvu znamenja so zelo pogosta stvar, skoraj vsak ima vsaj eno znamenje, a ne. So pa ljudje, ki so pa zelo posuti z znamenji, ne. Tle je malo odvisno od genetike, ne. Zdaj, če imamo v družini recimo ljudi, ki so recimo zelo posuti znamenje, verjetnost, da bomo pol tudi mi imeli več znamen večja, a ne. Potem pa seveda še tudi ta izpostavljenost, koliko smo bili recimo v otroštvu, v mladosti izpostavljeni soncu, ne. Znamenja v bistvu jaz priporočam vsakmu, a ne, da če še ni bil nikoli pri dermatologu, da gre vsaj enkrat v življenju k dermatologu, da se pač znamenja pogledajo, a ne, in da potem nekako tudi dobite navodila, na koliko časa recimo se priporoča en pregled, a ne. Zdaj, včasih se v bistvu zelo pogosto, no, pridejo kakšni starši, ki so prestrašeni, pa pri otrocih opažajo pojav znamen, a ne. Seveda pač, če smo v skrbeh, boljše, da gremo pokazati, kot da čakamo, pa rečemo, saj ni nič, a ne. Ampak dejansko nekje tam od pubertete naprej se začnejo znamenja lahko tudi spreminjati, a ne. Pri otrocih znamenja nastajajo, sploh če v družini recimo je več teh znamenj, a ne. Tako da pa neke spremembe v samih znamenjih opazimo, je pa potem to kasneje v življenju lahko, ne. Tako da jaz pač priporočam, da seveda se tudi ljudje sami opazujejo, da poznamo svojo kožo, da poznamo svoja znamenja. Če imamo znamen zelo veliko, priporočam jaz tudi mogoče, da si kožo malo poslikamo, ne, da imamo nek bolj objektivno predstavo o tem, kaj imamo na koži, a ne, ker hitro se potem zgodi, ne vem, pogledamo danes, pa pogledamo čez 2 meseca, pa razmišljamo, a je to že bilo ali ne, a je to čisto novo nastalo, ker to je pa v bistvu dosti pomemben podatek, a ne, ko vi pridete k dermatologu, vas bomo vprašali, če nam bo nekaj sumljivo, koliko časa pa imate to, a ne, je to že dolgo, in pol če odgovor, ja, ne vem, ne, pa je meni sumljivo, se bom jaz potem odločila, da bom to izrezala. Če pa mi, ne vem, rečete, ja, to imam jaz že, ne vem, 10 let, pa skozi je tako, se ne spreminja, okej, dajmo to malo opazovati, če se bo kaj spreminjalo, a ne, eno kontrolo, pa potem vidimo, kako je, a ne. Tako da, zakaj je to tudi pomembno, ker melanom v bistvu lahko nastane dosti na hitro, a ne. Nastane v velikem procentu nastane na novo in dejansko je problem, ker je pri melanomu ravno ta negativna stvar, da zelo hitro napreduje, a ne. In če ga mi v bistvu odkrijemo dovolj zgodaj, lahko preprečimo vse te črne scenarije, a ne. Če pa mi čakamo, odlašamo, a ne, pa rečemo, ja, ne vem, ja, nekaj raste, bom malo še počakal, a ne. Pa je lahko dejansko potem ta zgodba z slabim koncem, a ne. Tako da to hočemo preprečiti, a ne. Zato tudi v bistvu ta ozaveščanja v bistvu o kožnem raku, o samopregledovanju, a ne, se mi zdijo v bistvu zelo pomembna, a ne, ker velikokrat ljudje sami pridejo, a ne, do zdravnika, ker so nekaj opazili na koži, pa se lahko izkaže, da dejansko je nekaj na tem, a ne. Velikokrat se pa zgodi, da je pač tudi neupravičen strah, a ne, ampak je še zmeraj boljše, da se to pogleda, da vemo, pri čem smo in pol od tam naprej tudi dobimo neka navodila in glede možnosti odstranitve, glede možnosti spremljanja in tako naprej, a ne. Tako da jaz predvsem tle polagam na srce, da pač ne odlašati. Če vam pač nekaj ni, je nekaj sumljivo, vam ni všeč, pač pejte pokazati, ker lahko preprečimo te črne scenarije, ki se lahko zgodijo, a ne.
Se pravi, so bolj problematični ti, ki na novo zrastejo, ne ti, ki jih že imamo. Recimo, Ja, v večini primerov je v bistvu melanom nastane na novo. Ampak moramo se pa zavedati, da tudi znamenja bodo tekom življenja nastajala. Tako da ni za vsako znamenje, ki bo pa nastalo, je pa kar naenkrat suspektno, pač ne. Melanom v bistvu ima, če si mogoče pogledate tudi te ABCDE kriteriji, ki so, ki se v bistvu nekako orientiramo lahko, kaj treba pač spremljati pri znamenjih. Se pravi, da je znamenje asimetrično, da je pač ta rob znamenja nepravilen, da je barva v bistvu raznolika, da je znamenje zelo temno ali pa na enem mestu ful temno, na enem mestu nima pigmenta ali pa da je mogoče, ne vem, neenakomerno obarvano. Potem znamenja, recimo, ki so večja kot recimo 5-6 mm, recimo, da na hitro nastanejo, da zrastejo. In pa ta evolucija, se pravi, kako se je znamenje razvijalo. To je nekaj, kar smo imeli že 10 let, pa se je začelo spreminjati, ali je to dejansko znamenje, ki ga opažamo pol leta, pa to kar raste in se ne ustavi. Tako da v bistvu je to tisto, kar sem hotela reči, da je pač pomembno tudi pri samem pregledu, ki sprašujemo potem pacienta. Skratka, nič odlašati. Ja, definitivno ne. Ok, lahko bi se še ogromno pogovarjali, še veliko je ostalo neobdelanega, ampak vseeno, glede na to, da smo časovno omejeni, jaz vedno dam za konec eno vprašanje. In sicer, kdaj si pa ti najbolj samozavestna? Kdaj sem jaz najbolj samozavestna? Ja, mogoče takrat, ko dobim tudi, če govoriva zdaj o službi, nek pozitiven feedback od pacienta, da so ful veseli, ker so, recimo, ne vem, se pozdravili od aken ali pa jim pomaga neka terapija, ki smo pač predpisali, seveda pač meni tudi to pozitivno vpliva na mojo samozavest, da je pač nekaj, kar sem priporočila učinkovito ali pa da smo nekaj skupaj dosegali. Tako da recimo mogoče kaj tasga. Zelo lepo. Kje te lahko vse najdejo poslušalci, če jih bo zanimalo še več? Imaš ful fajn Instagram profil, to lahko povem, ogromno lepih informacij oziroma koristnih. Ja, se trudim, pač sicer je to kar časovno, mislim, velikega časa vzame, tako da, ja, jaz drugače imam pač svojo ambulanto, tako da sem tle za Bežigradom na Peričevi, tako da se lahko tja oglasijo pacienti, če bi kakšni želeli kakšen pregled znamen ali pa karkoli, no. Tako da me lahko tudi kontaktirajo na Instagramu, če je kaj tasga. Kako imaš pa uporabniške imena? Ja, Dermalab. Dermalab.si. Ja. Tako, super, odlično. Ja. Najlepša hvala za tvoj čas. Mislim, da smo dali res ogromno enih koristnih informacij, tako da je en tak ABC začetka. Ja, ABC res. Zdravljenja raznih bolezni. Tako da hvala ti res, da si se vzela čas in pa se slišimo v naslednji Kozmo epizodi. Hvala za povabilo.